Živine si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Da roja Hristos ne mrakle sosed pomejak. Da roja Hristos ne mrakle sosed pomejak. Spoštovane gospe in gospodje, visoki gostje, poslanci, državni svetniki in vsi, ki vas pri delu in življenju kakorkoli spremlja čebela, ta majhna, žlahtna, tesna sopotnica slovenskega človeka in naše kulture. Dovolite mi, da vas vse skupaj prav lepo pozdravim v imenu organizatorja današnjega dogodka, Državnega sveta Republike Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije. Ko smo v Državnem svetu razmišljali o vsebini obeležitve tako pomembnega mednarodnega uspeha naše države, kot je proglasitev Svetovnega dneva čebel, smo svoj razmislek navezali na knjigo. Knjiga je tradicionalna nosilka znanja in informacij, skozi pisano besedo pa se je širilo tudi mojstrsko znanje o čebelarstvu. Današnja strokovna literatura o čebelah in čebelarstvu je zelo bogata. Več kot naključje je, da prva obeležitev Svetovnega dneva čebel sovpada s še dvema zelo pomembnima obletnicama. 120. obletnico izhajanja glasila Slovenski čebelar in z 10. obletnico izida čebelarskega terminološkega slovarja. Na tej osnovi smo tudi gradili vsebino današnje razstave. Razstavo smo vizuelno obogatili s prikazom maket tipičnih čebelnjakov iz 7 slovenskih pokrajin, ki so jih na natečaju pred 8 leti izdelali dijaki slovenskih plesarskih šol in nam jih je v ta namen prijazno posodilo podjetje Belinka. Vrtnarija Golob Klančič je okolico čebelnjakov bogato opremila z miniaturnimi nasadi naših velikih rastlin. Med nami pozdravljamo tudi predstavnike ljubljanskih čebelarskih društev, ki nas bodo prepričali, da je lahko tudi pridelek urbanih, mestnih čebel več kot odličen. Komorni moški zbor Čebelarske zveze Slovenije pa nam bo v nadaljevanju približal delček bogatega čebelarskega izročila. Pevci, izvolite! Učilice rojite in suda izletite, opisani livadi. Zum, 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 zum. Razgnite perutnice, preljube sirotice, zum, 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 zum. Razgnite perutnice, preljube sirotice, zum, 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 zum. Preljube sirotice, zum, 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 zum. Sobili so snegovi, potihnili vetrovi, že rožice cvetijo in krovice dišijo. Zum, 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 zum. Učilice rojite, na pašo izletite, zum, 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 zum. Učilice rojite, na pašo izletite, zum, 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 zum. Na pašo izletite, zum, 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 zum,
zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Spoštovane gospe in gospodje, gospod magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospa Ljudmila Bokal z Inštituta za slovenski jezik, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, gospod Marko Borko, urednik revije Slovenski čebelar, spoštovani poslanci, državni svetniki, spoštovani čebelari in vsi vi, ki se zavedate pomena in vloge čebelarstva. Dobrodošli v Državnem svetu, drugem domu našega parlamenta. Dovolite mi, da že uvodoma čestitam gospodu Nočku in Čebelarski zvezi Slovenije ter ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za velik mednarodni in diplomatski dosežek pri umestitvi rojstnega dne našega velikega rojaka Antona Janše na svetovni koledar najpomembnejših dogodkov pod okriljem Združenih narodov. Dodam naj, da je Državni svet med prvimi podprl pobudo čebelarjev, da bi 20. maj proslavili kot svetovni dan čebel. Uresničitev te ideje je velika čast in priznanje tudi vsem 10 000 slovenskim čebelarjem, ki negujete tradicijo umnega čebelogojstva, kot jo je zasnoval naš slavni pionir v 18. stoletju. Janša je čebelo postavil na zemljevid sveta, mi pa smo mu končno priznali mesto o velikih imenih našega naroda, kot so Jurij Vega, Žiga Zojs, Jožef Stefan, Friderik Pregel, Herman Potočnik-Nordlund in mnogi drugi. Po misli na čebele najprej pomislimo na njihovo vlogo pri zagotavljanju visoko kakovostne hrane, medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in v drugih panogah, na primer čebelji vosek, propolis, čebelji strup. A čebele počnejo še veliko več. Njihov največji doprinos je pri opraševanju skoraj 3/4 vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90% svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel, oziroma vsaka tretja žlica hrane zavisi od njihovega dela opraševanja. Mala čebelica, pa naj bo italijanska rumena, temna nemška ali naša siva kranjska, ima ključno mesto v trikotniku človek, čebela, narava. Čebele so natančen pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in kdaj je treba ukrepati. Kritične okoljske razmere danes kažejo, da je simbioza med človekom in čebelo v veliki krizi. Umiranje in izginevanje čebeljega rodu je znak za alarm, da smo ogroženi prav vsi, tudi ljudje. Čebelari ste zato dan danes kot zaščitniki čebel, hočeš nočeš, tudi zelo pomembni okoljevarstveniki. Spremembe, ki jih prinaša globalizacija, so močno spremenile naš svet. Brezdušnemu tekmovanju ter nepremišljenemu igranju z našim okoljem, čebela preprosto ni več kos. Čebela se je naučila sobivati z ljudmi, sedaj pa je nastopil čas, ko bi se tudi mi, ljudje, morali naučiti sobivati s to neutrudno delovko, za katero ljudska modrost pravi, da jo je Bog ustvaril človeku za vzor, da bi se od nje učil marljivo delati navadil. A tehnološki razvoj je šel skozi vse splošno, posplošeno škodo čebel. Sedaj se že zavedamo, da razvoj vselej ne pomeni tudi napredka. Odpirajo se številna razvojna vprašanja, ki zahtevajo nov razmislek in nove pretehtane odgovore. Za Slovenijo pravimo, da je dežela majhnih in srednjih kmetij. Zanje je značilno, da v svetovnem merilu zavzemajo le četrtino vseh virov v površini obdelovane zemlje, količini porabljene vode in energije, prehranijo pa kar 70% svetovne populacije. Obratno pa, agrokemične tovarne, hrane in pridelave porabljajo 70% vseh površin, vode in energije, pridelajo pa le 30% hrane. Mali kmetje torej hranijo svet,
leti pa so tudi povezani z malimi čebelarji. Tudi to je eden izmed razlogov, da bi morala Slovenija podpirati sonaravno pridelavo od vil kmeta do vilic meščanov. Spoštovani, Državni svet si vse skozi prizadeva za odprt dialog med različnimi interesnimi skupinami in civilno družbo s ciljem, da bi kot družba lahko prišli do najboljših rešitev. Veseli nas, da s Čebelarsko zvezo Slovenije vse skozi zelo dobro sodelujemo in zagotavljam vam, da imate čebelarji v Državnem svetu velikega prijatelja in podpornika. Otvoritev razstave to potrjuje na najlepši način. Vsem skupaj želim prijeten družabni dogodek. Hvala lepa. Spoštovane čebelarke, spoštovani čebelarje, lep pozdrav vsem ostalim prisotnim. In seveda, gospod predsednik, najlepša hvala za vso vašo pomoč. Dejansko Tanja Strniša je napisala pri projektu Svetovni dan čebel, ki traja skoraj že 4 leta, da je to eden od projektov, ki združuje Slovence in povezuje svet. Jaz lahko samo rečem, Bog daj, da bi bilo takšnih projektov čim več in potem bi nam šlo v resnici dosti bolje, kakor nam gre sedaj. Ob tem pa bi rad povedal samo dve stvari. Prvič, pravno smo z gospodom predsednikom Boštjanom Nočom razmišljala, kako je bilo 2 ali 3 leta nazaj v Rimu, ko smo bila prvič tam, ko smo se znali na Graciana da Silva, potem pa so se pričela srečanja z ministerskimi delegacijami. In zamislite si, ko se srečaš v istem dnevu že s 17. Ko že 17. ponovič tisto, kar je že prvič povedal. Ne? Ampak takšnih pogovorov, da smo na koncu dobili soglasno podporo vseh svetovnih držav, da je na našo pobudo bilo podpisano 115 držav, tudi vse velike, od Rusije, Kitajske, Združenih držav Amerike, dejansko vse velike države, vse pomembne države, to ni bilo samoumevno. V času, ko je že toliko pobud realiziranih, to enostavno ni bilo samoumevno, niti v Evropi ne. Tudi Evropska komisija je od kraja imela zelo zadržano stališče, so rekli, pogledajte, svetovnih dnevov je preveč, ne rabimo novega, ne. Na koncu so nas vsi podprli. In na koncu smo zmagali. Sam celo mislim, da je to po osamosvojitvi vstopu v Evropsko unijo in NATO največja diplomatska zmaga naše lepe države, ki nam je bistveno povečala prepoznavnost, je pa samo odmestni korak, to pa se moramo zavedati. Pred nami je ogromno dela, je ogromno težav in jaz sem vesel, da danes, mislim, da 2 ali 1 že zaseda ponovno svet za čebelarstvo, ki bo danes preverjal program odličnosti v čebelarstvu. Mi želimo odličnost na 5 področjih, mogoče bo že danes sprejet program, mogoče čez nekaj tednov, mogoče se bo še dopolno. Istočasno nastaja Mednarodna čebelarska akademija, istočasno bomo imeli zelo resne pogovore v soboto z gospodom Vero, pristojnim komisarjem za okolje, da ga podpremo pri tem, da ta naša pobuda, da bi čebele bile v resnici označene kot ogrožena vrsta, ki v resnici so, ampak če pobuda potem tudi sprejeta, mogoče da še bolj pomagamo. In še dosti drugih stvari je pred nami. Bomo vse to naredili. Tisto, kar pa mi daje dodatno upanje, je pa vztrajnost vaše čebelarjev. Ni revije v Sloveniji, ki bi v resnici izhajala nepretrgoma 120 let. Ni tako dobro organizirane organizacije, kot je vaša. Tako da, kot predstavnik slovenske vlade, države, tako samo rečem, dobri ste, ponosite nam in zauzeti nam. Hvala. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani minister, spoštovani vodnik čebelarja, spoštovana gospa Vokal, člani uredniškega odbora Revije Čebelar, spoštovani moji pevci, zaposleni, še župana Ivana Šljivovice kot enega tistih, ki tudi kreira čebelarsko usodo. Vse skupaj v imenu Čebelarske zveze svoje imenu lepo pozdravljam. Vse tisto, kar je do zdaj povedano, je zelo lepo in hvala Državnemu svetu in ministrstvu za podporo pri svetovnem dnevu čebel. Mislim, da je res to, kar govorimo, da se mogoče ne zavedamo, kaj je ta svetovni dan čebel prinesel in kaj bo.
če že gledamo v Sloveniji prav gibanje za čebele, ni danes medija, ni danes kraja, ker ne bi govorili o čebelah in čebelarstvu in to je samo koristno, ker na ta način se zavedamo pomena čebel. Mene zelo veseli, da dnevno dobimo informacije iz tujine. Praznovali se bo na Kitajskem, praznovali se bo v Kanadi, praznovali se bo v Argentini, Avstriji, Hrvaškem, Bruslu. To smo hoteli, to imamo. Vendar smo zdaj pred očmi svetovne javnosti in bomo vsi skupaj, čebelari, država, vsi državljani na preizkušnji, da bomo resnično ustvarjali pogoje, da če bi lahko preživeli, da se bodo drugi še bolj lahko oblikali po nas. Ampak danes nismo tukaj zaradi čebel, danes je zaradi nekaj druge stvari. Čebelarstvo ni samo čebel, čebelarstvo je tudi kultura. In Liga slovenski čebelar, ki izhaja 120 let, je zakladnica slovenske besede. 120 let, ne pretrgoma, 11 številk letno. Številni uredniki slovenskega čebelarja, številni uredniški odbori, številni prispevki, to je zakladnica, jaz sem mislil, da v naši čebelarski knjižnici, čebelarske zvezi imamo vseh 120 letnikov v vezani obliki in to je res neka stvar, ker slovenski jezik je v čebelarstvu res nekaj posebno rad. Zato sem izredno vesel in ponosen tudi na projekt, ki so ga zasnovali že pred leti slovenski terminološki slovar. Ekipa čebelarske zveze, strokovnjakov, ki so sodelovali, si zasluži samo čestitke in hvala. To je projekt, ki je pustil globoko počakaj, jaz mislim, da tako bogatega jezikoslovja, kot da imamo slovenski čebelari, mogoče nima noben narod na svetu. In zato bi jaz na tem mestu rekel, smo odlični čebelari, imamo edinstveno našo kranjsko čebelo, imamo slovenski čebelnjaki, imamo pansko končnico, imamo odlične medove, imamo pa še eno zakladnico, to je slovensko čebelarsko besedo in mislim, da je danes tudi to, da jo slavimo in sem vesel. Tako da vsem skupaj, ki ste soustvarjali revijo in terminološki slovar, res v mojem imenu še enkrat iskrena hvala in bodimo tudi na to slovenski čebelarni ponosni. Tako da hvala lepa in naj ljudi. Spoštovani gospod minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dejan Židan, predstavniki Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik gospod Aleš Košta, spoštovano vodstvo Čebelarske zveze Slovenije, predsednik gospod Boštjan Moč, spoštovani sodelavci Čebelarskega terminološkega slovarja, vsi navzoči, lepo pozdravljeni. Čebelarski terminološki slovar je šel septembra 2008. Nastal je v sodelovanju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU in Čebelarske zveze Slovenije, ki je bila pobudnik dela. To je prevajalni razlagalni slovar čebelarske stroke. Vsebuje 3087 pomensko pojasnjenih čebelarskih terminov, strokovnih izrazov, ki odražajo pojmovni sistem stroke. Pisano v slovaropisnih načelih sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v kateri sem do leta 2012 aktivno sodelovala. Pri njih izhajajoči slovari se naslanjajo na strokovno gradivo, tega obdelajo po leksikoloških merilih pojmovne pripadnosti stroki, aktualnosti, jezikovne sistemske ustreznosti in frekventnosti. Izrazi se pojasnijo z definicijo, med njimi se določijo medleksemska razmerja in dodajo tuje ustreznice. Tako smo pri čebelarskem terminološkem slovarju iz 32 strokovnih enot reprezentativne čebelarske literature izpisali čez 4000 čebelarskih izrazov, med katerimi smo izbirali upoštevane in jih po navedenih leksikoloških merilih strokovno pojasnili. Slovarski sestavki so dopolnjeni z angleškimi in nemškimi ustrezniki, obenem pa so združeni v obrnjenem angleško-slovenskem in nemško-slovenskem razdelku, katerima se pridruži še latinsko-slovenski razdelek za nekatere pojmovne skupine. Slovarskemu delu je dodan leksikonski kotiček o slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakih z opisom prispevkov k razvoju čebelarstva.
Delo je nastajalo v Komisiji za izdelavo čebelarskega terminološkega slovarja. Avtorji slovarja so Simon Atelšek, Ljudmila Vokal, tudi urednica, Marjan Debelak do decembra 2004, Franz Greiser, Janez Gregori, Janez Kočevar, Marjeta Humar do oktobra 2003, Viktor Majlič in Janez Mihelič. O redakcijah slovarskih sestavkov smo razpravljali na 161 sejah. Po čebelarskemu terminološkemu slovarju so tlakovali številni pisci, saj čebelarska terminologija zelo stara. Izraza med in strt najdemo že v registru Dalmatinovega prevoda Biblije iz leta 1584. Prvi zapis o slovenskem čebelarstvu pa najdemo v Stari Gori Kranjske Janeza Vajkarda Valvozarja iz leta 1689. Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva na Cesarskem Dunaju, Peter Pavel Glavar, Janez Miličnik, Peter Danko so velike osebnosti v zgodovini slovenskega čebelarstva, ki so posredno pripomogli, da so se rojevali čebelarski izrazi po samosvojih predstavitvenih poteh. Čedalje večja razširjenost čebelarstva je bila vzrok, da so se v drugi polovici 19. stoletja začeli pojavljati čebelarski časopisi, v 20. stoletju pa je čebelarstvo številnimi pisci poglobilo in utrdilo svojo strokovno misel tudi v monografskih delih. Tako se je izrazil ustalilo in obenem bogatilo. Značilno zame že večkrat omenjena antropomorfizacija, prenos rabe izrazov, ki označujejo odnose med ljudmi, tudi biologijo čebel. Tu ne gre samo za splošno znano dejstvo, ki prenehanje življenja čebel jezikovno enači z izrazom za človeka, čebela umre, kar je izraz svojevrstne etike živali, ampak za celovit pogled na poimenovalne silnice stroke. Čebele v slovenskem jeziku pojejo, jočejo, hodijo na želitovanske in svadovske polete, izraz čebeli kruhek spominja na prehrano, matico pa etimologija izpeljuje iz besede mati. Tako antropomorfizirano gledanje na čebele lahko dokazujemo tudi s frekventnostjo za čebelarje žal bolj zaskrbljujočih izrazov. V spletnem besedilnem korpusu Gigafida ima izraz pomor čebel 600 zadetkov, pogin pa 95. Temu počlovečenju čebelarskega izrazja dodajamo primere. Če se v teh jezikovnih okaminah izrazijo posebnosti določenega naroda, smo Slovenci s primerom biti pridan kot čebela, to malo žival povzdignili v merilo delovnosti, vrednoto, ki je v stoletjih ohranjala naše prednike. Taki poimenovani motivi dokazujejo, kako se je slovenski človek poživel življenje čebel. Temu se pridružujejo gospodarska in družbeno-zgodovinska dejstva, ki potrjujejo pretežno kmečko poreklo naših prednikov. Zato čebelarski terminološki slovar prispeva k prepoznavnosti slovenske jezikovne in kulturne identitete in je svojevrsten spomenik kulturne dediščine, ki je posvečeno letošnje leto. Jezikovna naloga terminoloških slovarjev je premotenje izrazja. Zlasti v zapisanih strokovnih besedilih naj bi avtorji rabili za pojme iz njihove stroke iste izraze. To pripomore k zmanjšanju odklonov od izrazne jasnosti, kar je eno od načel praktične stilistike. Strokovnjaki v čebelarstvu se tega zavedajo. Vse od decembra 2008 je v kolofonu slovenskega čebelarja priporočilo o rabi strokovnega izrazja v skladu s čebelarskim terminološkim slovarjem. Po mnenju recenzenta dr. Janka Božiča z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, citiram, Slovenci s tem slovarjem pridobivamo najbolj temeljito obliko čebelarskega terminološkega slovarja, kar jih je mogoče zaslediti po svetu. Ni bil namen sestavljavcev slovarja izdelati slovar v tem smislu. Delali pa smo iz velike zavzetosti do stroke, do množice slovenskih čebelarjev in ne nazadnje slovenskega jezika. Če smo s tem prišli meje države Slovenije, smo veseli.
Konec koncev angleški in nemški ustrezniki omogočajo pronik naše stroke v svet. A za slovarje pravijo, da že v izidu niso v popolnem skladu s časom. Jezik pa živi po svoje in ga je težko vjeti v skope slovarske sinice. Stroke se razvijajo, tudi čebelarstvo. Tako v slovarju izrazov, ki so se uveljavili v zadnjem desetletju. Apiturizem, kozarec za slovenski med in še veliko drugih izrazov bodo mogoče kdaj zajeti v prenovljenem čebelarskem slovarju. Ko se po 10 letih oziramo na stroko, ki smo jo vjeli v slovar, smo veseli njenega razvoja, njene živosti, uveljavljanja v svetu, današnje živahnosti in tako želimo tudi vnaprej. Naj medi, tudi ta izraz je v slovarju. Hvaležen sem, da smemo 120-letnico slovenskega čebelarja in 7-letnico etnološkega slovarja čebelarskega obeležiti v tem času in na tem mestu. Torej, ko se bliža praznovanje prvega svetovnega dne čebel in tukaj v hramu slovenske demokracije. Tako da hvala za to priložnost. Za začetek bi uporabil sporednico. Tako kot je dobro za vodenje države, za dobro vodenje države je potrebno veliko pogovarjanja in pogovorov in pri čem uporabljamo seveda jezik, besede, je tudi za dobro čebelarjenje potrebno poznavanje čebel in za pravilno razumevanje, kakšne čebele so, kako delujejo, kako se razvijajo, je prav tako potrebno veliko besed, s katerimi opišemo kompleksnost tega, kar je sprva videti zgolj kot gruča,
pa je več kot samo to. Lahko si predstavljamo, da so besede kot orodje, s katerimi opisujemo svet okoli nas. Z besedami lahko opišemo zakonitosti, ki jih odkrivamo v naravi, v primeru, če bi beseda biološke zakonitosti, in lahko bi rekli, da kdo razpolaga z več besedami, razpolaga z več orodij, s katerimi lahko naravne zakonitosti uporabi za svoj prid, v primeru, če bi pridobi čebelje pridelke. Bilo je že omenjeno število čebelarskih izrazov, ki jih so bili zajeti v terminološki slovar, torej 3780. Sicer so jih sprali še več, niso jih vseh uvrstili, pa vendar ta številka vseh ostalih, ki tudi niso prišli nam, je pa skupaj 4949 zbranih čebelarskih izrazov v bazi v času priprave Slovenije. Zdaj, če primerjamo to število 4949 z številom, ki ga poprečno uporabljamo ljudje v vsakdanjem govoru, pri sporazumevanju vsakdanjem, kar je manj kot 3000 besed, vidimo, da je to impresivna številka. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da imajo slovenski čebelari ogromno besednih orodij, ki jim omogočajo natančno govoriti o biologiji čebelje družine in posledično dobro čebelariti. Vsi poznamo to podobo čebelarja, ki sedi na klopci pred čebeljakom, kati pipo in opazuje čebele. Zdaj, to ni samo romantična podoba, ampak tudi podoba tega, kakšnega pozornega opazovanja in inteligentnega motrenja so sposobni vi slovenski čebelari. Že tedaj in seveda tudi danes. Od enega izmed sodelavcev v komisiji za izdelavo slovarja gospoda Hočevarja sem nedavno zvedel, da je bilo pri prevajanju čebelarskih izrazov iz slovarja v angliški in nemški jezik, kot je že omenila gospa Vokal, potrebno za okoli 300 slovenskih čebelarskih izrazov še ustvariti ustrezen prevod v tuj jezik, ker jih ta dva jezika prej nista poznala. In v tem se vidi bogatstvo slovenskega jezika in ko nobenih tujih virih teh izrazov ni bilo možno najti za ti naše potrebne posebne čebelarske izraze. Trditev, da je Slovenija domovina odličnih čebelarjev, torej ni za nas privlečeno. To je dejstvo in je bilo dejstvo že v času Petra Pavla Prevarjanja Antonija Janša v 18. stoletju. Že tedaj je slovec neznanja kranjskih čebelarjev Antonija Janša ponesel svet in tudi danes slovenski čebelari, stoječ na rabenih teh velikanov, ponašajo ta slovec svet. Izmed mnogih reči najbolj izrazito svetovno dovolčili. Pred 7 leti je šel čebelarski terminološki slovar, v katerem so zbrani čebelarski izrazi. Te izraze pa čebelari med njim uporabljajo pri pisanju in objavljanju strokovnih besed in razmišljanju s svojem slednjem glasilu, kot je to že omenil naš predsednik gospod Nuč. To glasilo slovenski čebelari letos praznuje 120 let izhajanja. Kaj pomeni 120 let? Kakšna dobra je to? Slovenski čebelar je videl že 3 desetletja, 2 svetovni vojni in zbral toliko let, kot danes živijo najdlje živeči ljudje. V slovenskem merilu je slovenski čebelar, ki izhaja leta 1898, edina strokovna revija v slovenskem prostoru, ki izhaja že 120 let brez prekinitve in z nespremenjenim naslovom. To dejstvo je potrdila tudi Narodna in univerzitetna knjižnica. Ni pa to prva čebelarska revija v slovenskem jeziku. Revija slovenski čebelar je imela 2 predhodnika, objavljena čebelarskih vsebin v slovenskem jeziku, to sta revija slovenski čebelar in severec, ta je izhajala od leta 1883 do 1889, ter revija slovenska čebela, ki je izhajala od leta 1873 do 1892. Torej, čebelarski periodični tisk v slovenskem jeziku je tu navzoči celih 145 let. Še dlje v zgodovino sega prva tiskana izdaja čebelarske knjige v slovenskem jeziku. Gre za knjigo Popolni nauk čebelarstva Antonija Janše, ki jo je iz nemščine v slovenščino prevedel Janez Goličnik in v leta 1792 izdal v Celju. Od tega mineva že 226 let. Slovenci imamo torej dolgo zgodovino čebelarskega tiska in še daljši razvoj čebelarskega izrazoslovja, ki podlaga za nami.
S tem se postavljamo pod drugim narodom ali pa jih celo prehitevamo. Brez dvoma je ta zgodovina in vse natiskane monografije in periodične publikacije neprecenljive za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika. Med drugim je potrebno omeniti, da je večino te literature zbrane v čebelarski knjižnici Janeza Goličnika v Čebelarskem centru Slovenije. In tudi to knjižnico smo prav tako odprli pred 10 leti. Slovenski čebelar danes nadaljuje to poslanstvo, zahvaljujoč vsem dosedanjim nekdanjim urednikom, od katerih je še živeči samo Janez Mihelič in danes tukaj na vzočka, da bo pozdravljam. Zahvala za to. Zahvala za to tudi članom uredniškega odbora, ki so korili vsebino v 120 letih, se jih je zvrstilo kar precej. Člani trenutnega so skoraj v celoti tukaj zbrani z nami. Posebno zahvalo za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, gre tudi nekdanji lektorici slovenskega čebelarja gospe Nuši Radinja, ki je skrbela za lep slovenski jezik celih 31 let. Kaj smo pripravili za vas na razstavi organizatorja Čebelarskega zveza Slovenije in Državni svet? Pogledali se boste lahko panoje in ostale eksponate v slovenskem čebelarju in čebelarskem tehnološkem slovarju. Ti panoji nazorno prikazujejo, kako je slovenski čebelar že vsaj dokumentiral številne dogodke v čebelarstvu in s tem v bistvu zrcali zgodovino čebelarstva na Slovenskem. Tako kot nekoč tudi danes slovenski čebelar naslavlja številne izzive čebelarstva. Nekateri so isti kot pred 20 leti, drugi pa so novi. Varuje virusi, na vrata trkajoča malipanskih hrošč, činalski sršni, podnebne spremembe, seznam je dolg, da ne bi naštel vsega, bi omenil samo še osiromašene čebele paše. S tem namenom kresijo to razstavo sadike medovitih trajnic iz veterinarije Trajnice Globoklančič in nas vabijo, da sodelujemo pri izboljševanju čebeljih paš. Vabimo, da si po zaključku razstave vzamete semena sončnic, ki jih dajmo na razpolago. In makete čebeljakov, pomemben del razstave, ki pa zadovoljijo tudi druge čute, predvsem okus in von, pa predstavlja stojnice ljubljanskih čebelarjev, ki so jo pripravili s pomočjo gospe Gordane in gospod Brana Pokliča in predstavnice mestne občine Bruške Markovčič in predsednika čebelarskega šobarja gospoda Sosingerja. Torej, po zaključku prireditve vabim kolinu. Hvala. Hvala gospodu uredniku Marku Borku za prenos 20-letnega razvoja srednje strokovne regije. Hvala tudi vsem ostalim, ki si neutrudno prizadevate za dobrobit čebel, za prihodnost čebelarstva in ostanek človeštva, saj kot vemo, ko bo izginila zadnja čebela z obličja zemlje, bo človek preživel le še 4 leta. Tako pravijo znanstveniki. Spoštovani, prisluhnimo še zadnji skladbi Komornega zbora Čebelarskega zveza Slovenije, nato pa ste vsi skupaj prav lepo vabljeni k ogledu razstave, k medeni pogostitvi in prijetnemu druženju. Hvala za pozornost. Svatbo so imele zbrane od sosednjih nog. Pile so jih pile, skokica nevesta mlada, skokica nevesta mlada, živel je Bogokrat, krajela oba stara, reka, kvak, kvak, kvak. Po večerji zavrti se, po večerji zavrti se, ko je že Božen par, rajajo tam se srce, reka, kvak, kvak, kvak.